Pred nami so informativni dnevi. Vemo, da v petek in v soboto bomo na univerzi odprli vrata bodočim študentom, ki izkazujejo interes, da bi študirali na naši univerzi. Kako boste poskrbeli za bruce na informativnih dnevih? Za njih pripravljamo res dobrodošlico. Ob nagovoru dekana tudi naš predstavnik študentov pozdravi vse bodoče bruce, predstavi delovanje študentskega sveta, se pravi naredi se neka prezentacija, potem pa naši kolegi, študenti, vodijo te dijake po oddelkih in pa po laboratorijih, jim dajo zanimive informacije. Zanimivo je tudi to, da so ob tistih urah tam določene informacijske infotočke, da se predstavljajo društva, da iz rok študentov dobijo posebno promocijsko majčko, to prejme vsak dijak. Število vpisnih mest, ki jih letos izpisujemo na univerzi, se praktično ne povečuje, pa tudi ne upada. Nekoliko smo letos število vpisnih mest zmanjšali, pa ni na račun rednega študija. Število vpisnih mest na rednem študiju se je celo malenkostno povečalo v primerjavi z lastnim letom. Kako si razlagate zmanjšanje števila mest za izredni študij? Stroški za študij, ta izredni študij, ki je plačljiv, niso majhni. Problem je tu, da so v preteklosti določene gospodarske družbe spodbujale študij svojih zaposlenih, so jim omogočali ali so jim delno pokrivali pošolnino ali pa so jim omogočili študijske dopuste in podobne stvari. Tega vsega ni več. Kako pa ocenjujete možnosti zaposlitve za te nove programe? Torej, za naše diplomante na naše fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko spremljamo to, kako se zaposlujejo in seveda ugotavljamo, da imajo relativno malo težav. Predvsem pri teh konjunkturnih, bi rekel, profilih sedaj, kot so informatiki, računalničarji, mnogi od njih se zaposlijo preden diplomirajo, kar je škoda, ker potem vlečajo tiste diplome, ampak za njih v vsakem primeru ni nobenega problema. Vsi vemo, da smo v lanskem letu odprli nov študentski dom 13, ki skupaj z ostalimi študentskimi domovi daje dobre možnosti za študij na univerzi v Mariboru. Poleg postelje in kuhinje ponujamo študentom še v vsakem domu fitness, v vsakem domu pralnico, v vsakem domu žur sobo, v vsakem domu multimedijsko sobo, se pravi študijsko sobo, kjer lahko študirajo, sobo za namizni tenis. Ponujamo jim tudi tisti, ki so na glasbenem področju bolj doma, posebne glasbene sobe, kjer lahko vadijo svoj inštrument, da ostalih ne motijo. Cene se gibljajo od 60 do 129 evrov, odvisno seveda od sobe in kategorije sobe in pa tudi doma, v katerem študenti živijo. Niste mnenja, da zaradi tako dobro opremljenih domov študentje zanalašč podaljšujejo študij? Marsikdo in marsikateri študent dejansko nima takšnega udobja in standarda doma, to je dejstvo. Če zaradi tega podaljšujejo, ne vem, podaljšujejo pa po moje zato, ker je študirati in živeti v študentskem domu pravzaprav najlepši čas tvojega življenja in jaz sem absolutno zagovornica tega, da ga pač izkoristimo, če nam to omogočajo vse razne institucije in tudi v končni fazi pravilniki in naša zakonodaja. Zakaj pa ne?